En prav lep pozdrav. Rada bi povedala nekaj izkušenj in nekaj, kar delamo v zvezi s sojo oziroma s preizkusi s sojo. Veliko vprašanj dobivam glede tega. Zdaj mi delamo preizkuse na nekaj osebah že več kot 10 let s sojo in moram reči, da v preteklosti, do zdaj smo imeli veliko negativnih izkušenj, ki niso bile pozitivno v redu in soje nismo mogli prav dobro uživati. Je pa soja ena glavnih živil, ki ima res dejansko, če greste na internet pogledat ali pa ChatGPT, če vprašate, boste videli, da ima soja res veliko beljakovin in ostalih snovi, ki jih telo dejansko potrebuje. Soja je ena redkih rastlin, ki ima razmerja vseh hranil takšna, kot je treba. In jaz se spomnim kakšnih več kot 20 let nazaj, ko sem gledala Shaoline, ki so tiste ta prave iz samostana, ko so delali razne akrobacije in vse te stvari tudi. Z enim sem delala, pač smo imeli borilne veščine in smo se nekaj učili in so nas učili. In je nekdo jih vprašal, glede na to, da imajo perfektna telesa, v bistvu, da so močni, izjemno gibčni, v stara leta so zelo zdravi, zelo gibčni. Ne starajo se tako hitro in jih je nekdo vprašal, kaj jedo, a ne. Kaj jedo? In mene je njihov odgovor res presenetil. In je bil odgovor, da večinoma 95% tofu. Tofu vemo, da je narejen, oziroma tofu, oni temu rečejo, tofu je narejen iz soje. In to je to. Zdaj tukaj v ozadju imam en krožnik, bele soje, sicer ta ima kar dosti velika zrna. Soja je boljša, manjša, ko je, bolje je. Obstaja bela, zelena soja. Pa še neki čiliji so zraven za prebavo. To je v bistvu iz Azije več ali manj izhajajo te stvari. Zdaj ne gre tukaj zdaj za zdravstveni nasvet, gre pa za stvari, ki smo jih mi na znanstven način preučevali in jih še preučujemo. In, bi rada povedala izkušnje, kako pa kaj, a ne, ker me res veliko ljudi sprašuje. Všečkajte, lajkajte video, če vam je v redu, če vam je všeč, to veliko pomeni. Do konca ga glejte, in če najdete koga, ki bi ga zanimalo, mu pošljite, prepošljite, in to je to. Torej soja. Zdaj sojo smo probali, preizkušali vse vrste soje, kar je bilo možno. Črno sojo, zeleno sojo, oziroma zelena soja sploh ne obstaja. Zelena soja je v bistvu vigna. Vigna, a ne, to je mungo fižol oziroma vigna, pa tudi izhaja iz Azije. Adzuki pa mungo izhajata iz Azije in spadata v družino vigen in nima nič s sojo v bistvu. Zakaj se reče zelena soja, nimam pojma. Nekaj časa smo mi mislili, da je to res soja, pa ni. Tako da razčistimo to zadevo. To ni soja. Tole, ke je tukaj v ozadju, to je soja, ta bela soja. Je pa tudi črna soja. Obstaja, ima veliko debelejšo lupino, da se jo sicer dobiti, trgovinah ne, mi smo naročili eno večjo količino pri edinemu dobavitelju v Sloveniji in jo še vedno nismo pojedli, ampak je fino, ker jo bomo imeli za preizkuse. Zdaj se bomo začeli lotevati, tofujev, in pa nekaj časa že uživamo tempehe. Tempehe lahko srečate, zdaj jaz bom kar šerala, pa bi vam povedala stvari, kako pa kaj. Zdaj, mogoče, no, za začetek, zdaj sojo smo mi kupovali tudi od kmetov raznih v Sloveniji in,
ni nobena tako v redu, najbolj v redu soja do zdaj, ki se jo obnesla, sem jo dobila v BTC-ju, pokrita tržnica, in to je Plodovi d. o. o., tudi v Črnučah imajo nekaj. Ta gospod, z njim osebno sem večkrat govorila, ta gospod je izjemno pedanten, kar se tiče hrane. On gre do dobavitelja, pelje se, ni važno kam, z avionom, gre na kmetijo tam, ke uvaža v bistvu hrano. Imajo pa vse, sadje in pa oreščke in žita in ni da ni. Poglejte spletno stran, bom dala tudi v opis spodaj. V glavnem, on se osebno prepriča, da so ti ljudje, ki delajo, srčni, da delajo s pametjo, da ne škropijo, da delajo res ekološko, da ne goljufajo in da bo dobil res kakovostno hrano, ki jo bo potem pač prodal. Ne boste verjeli, za dosti ugodno ceno prodaja naprej. Pač nam, manjšim potrošnikom, a ne. Niso te cene pri njemu visoke, sploh ne, in so izjemno primerljive z vsemi cenami, ki so v velikih trgovskih centrih. Tam pa dobite marsikaj, a ne. Marsikaj dobite. Veliki trgovski centri, meni se obnese najbolj, ne more človek verjeti, ampak zadnje čase se je izjemno poboljšal Lidl, ima odlično zelenjavo, ostale stvari ne. Potem Hofer se je poslabšal, ampak še vedno se dobijo odlične stvari tam. Spar ima tudi dobro zelenjavo, potem pa konec, a ne. Se zaključi. Edino v Mercatorju se da ugodno dobiti kakšne, ne vem, od Podravke ali pa Wildfruita ali pa kaj takega, a ne, ke so, tudi v redu, ampak pri Wildfruiti morate zelo paziti, če boste recimo jedli čičeriko ali pa sojo ali kaj takega, za beljakovine, za tkiva, za mišice, ker to je, dejansko je soja absolutno daleč boljša od mesa, daleč boljša. Vendar jo je treba pravilno pripraviti, mora biti dobro narejen in ne smejo biti noter dodatki. To je najbolj važno, a ne. Tako to bom sproti povedala. Tako da jaz bi zdaj kar naredila share screen. Samo malo. In pa vam bom pokazala. Tole. Vam bom pokazala zadeve. Ja, zdaj, če boste sami, no, pač sojo kuhali, je bil to nasvet. Zdaj samo sojo jesti v velikih količinah ni fajn. Sojo je treba zelo, zelo dobro predelati, ker, je stročnica in stročnice ne sme uživati. Ne sme se jih uživati, surove. Probali smo in smo zelo zboleli, tako da, ker imajo toksine in žive snovi, ki niso v redu. In te snovi se pol s toplotno obdelavo izničijo in soja postane užitna za človeka. Govorim za človeka. Zdaj jaz ne vem za živali, ampak za živali pač, ne raziskujemo za živali, a ne. Tako da recimo, zdaj, ko smo že Spar, recimo tole je slovenski proizvajalec. Zdaj jaz bi rada vam povedala najprej, kako glejte, ko kupujete stvari. Tale Evergreen je, to je slovenski proizvajalec, dela za Spar in pa ima svojo blagovno znamko. Odličen tofu, odličen. Zdaj pa tukaj vedno glejte tole, a ne, bom majčkeno približala. Takole. Tole je izjemno pomembno. Torej, sestavine, kaj je noter. To je grozno, grozno pomembno. Vedno pri vsaki hrani to poglejte. Tukaj piše, da je vode toliko procentov, skoraj vse. 72%. Soje je 27%, a ne. Tako da in nigari je noter.
kaj je fajn pogledati na spletu, pa boste videli, za kaj gre. Jaz sem dobavitelja tudi klicala, sem vprašala, če je izdelek pasteriziran, pa ne pasterizirajo dodatno. Zdaj, če je pasteriziran, mora pisati, običajno piše gor na izdelku, in če je recimo tempeh pasteriziran, ga ne jejte, ker je popolnoma neuporaben. Popolnoma samo denar, 5 evrov vržete stran za brez veze in niste nič pridobili. Nič. Kot da ste pojedli žaganje, dejansko, ne. Tofu je seveda toplotno obdelan, mora biti, pa pač po postopku, kako se klasično naredi tofu. In potem lahko pogledate še pač energijsko vrednost, in maščobe, recimo maščob ima dosti, to je super, ker človek potrebuje za možgane in za ostale organe maščobe, ampak rastlinskega izvora je najbolje. To je najbolje. Mislim, to je pač naše izkušnje so take. Nasičenih maščob ima toliko, to je malo, a ne, mi nasičene maščobe tudi nekaj jih potrebujemo, tako da soja ima nekaj tega in ne preveč, ker če bi dali recimo še olje noter, bi bilo pa preveč, recimo, ne, preveč. Ker saj veste, da iz soje delajo tudi olje, a ne, tako da soja ima ogromno olja. In je to dobro, ampak je v sorazmerju, če pogledamo tole, kaj soja vsebuje, bomo videli, da je to res to. Ogljikovih hidratov ima nekaj, tudi to potrebujemo, ne preveč, ogljikovih hidratov se ne smemo preveč najesti. Sladkorje ima zelo malo in to je odlično, ker sladkorji naredijo telesu težavo. Vlaknin ima tudi nekaj in pa beljakovin ogromno. 13,80% in soli skoraj nič. To pomeni, da ne dodajajo nobene soli noter. Tako da tole od vseh tofujev, ke sem jih, še jih preizkušamo, ampak do zdaj so se teli najbolj obnesli. Sicer imate v Kalčku tudi, Ljubljana, Kalček, na internetu je tudi, lahko preko interneta naročite, so tudi odlični, recimo Denre, ali pa kakšni drugi, ampak so pa dragi, no, pač je kar zasoljena cena, ni pa nobene razlike med tem slovenskim tofujem in pa med ostalimi, a ne, ke sem jih jaz tam kupila. Recimo, ja, tole, recimo tole ima Spar, to je pa recimo Sparova znamka, ke je pa isti proizvajalec. Isti proizvajalec in ta je še cenejši v Sparu in se ga splača nabaviti. Ampak je tako, tofu morate obvezno potem narediti, tako kot ga delajo vzhodnjaki. Torej narežete ga na mičkene kockice, majhne, in najbolje je, da ga skuhate kakšnih 15-20 minut, je fajn. Da se ga toplotno obdela in potem ga lahko pojeste. Lahko ga jeste z drugimi stvarmi, ampak najboljše ga je jesti dejansko kar samega. Je najbolje, a ne. Lahko pa dodate še kakšne zadeve, kakšne začimbe, lahko dodate zraven, tudi kakšno zelenjavico, ampak ne preveč. Ne preveč, a ne. Zaradi tega, da dobite čim več tega, kar soja vsebuje. Okej. Zdaj rada bi, ja, s tofujem bomo mi zdaj delali, rabimo ga ogromne količine, če je kdo med vami proizvajalec, pa da res nima, da je res natur zadeva, da pač ni dodatkov, karkoli, ali pasterizirano, whatever. Vabljeni k sodelovanju, ali pa če koga poznate, ker potrebujemo res večje količine, zato da zdaj preizkušamo. Kaj preizkušamo? Kako se pri osebah, ki so izjemno, ki so izgubile mišično maso, kosti, od osteoporoze do hudih obolenj kože, in manjšanja človeka, ko se staraš, pa se manjšaš, recimo kosti, sklepi,
potem težave z zobmi, težave z nohti, kaj še preučujemo, v glavnem te zadeve, več ali manj. Nepokretnost, v glavnem zdaj s tem to skušamo kombinacijo hrane, ne samo tofu, seveda, da ne, a ne, ampak zdaj s tem delamo preizkuse in so neverjetni rezultati. In bi potrebovali pač ali finančno pomoč ali pa nekoga, ki nam lahko priskrbi večje količine tofuja za preizkuse za več oseb. Tako da ste vabljeni k sodelovanju. Zdaj pa bi jaz povedala za tempeh. In sicer kis in kvas je res, zdaj, če ne morete k njim iti, pojdite k njim, oni so v Ljubljani na Viču pri pumpi. Pojdite iti k njim v trgovino, ampak morate, fajn je, da prej naročite, no, pač en teden prej, kaj bi želeli. Lahko greste samo za preizkus pogledat, pa kupiti stvari, delajo od srede do petka med 11. in 18. uro. Lahko tam pač greste iskat tempeh, kimči, pa miso in tako naprej, omake, ampak vam zelo priporočam tempeh. Zelo. Zakaj? Zaradi bakterij, ki so, pa ni pasteriziran in imate sojinga in pa fižole. In to je tudi v bistvu, s tem tudi delamo zdaj preizkuse. Moram reči, da so fantastični rezultati. Vsa hrana, ki jo tukaj kupujemo, je fantastična. Je res priporočam. Če ne morete fizično do Ljubljane, dajte naročiti njihove izdelke na vegansko.si. Je odlična spletna trgovina, Miha vodi to sam in s svojimi sodelavkami in so zelo odzivni, vse vam zrihtajo, pošljejo hlajeno, po kurirju dobite takrat, ko se zmenite, vse štima, vse je super, če je karkoli narobe, zrihtajo tudi takoj. Tako da izjemno priporočam tudi tele izdelke, če jih ne vidite v spletni trgovini, v vegansko.si, pokličete, pišete in vam bojo zadevo dostavili. In takoj naslednjič dajo že v svojo spletno trgovino noter izdelek, ki ga ljudje hočejo. Tako da podpirajmo te proizvajalce, ki so res v redu, a ne, ker tukaj poglejte, piše, da je ta tempeh nepasteriziran. To je eden redkih, ki se ga dobi, da ni pasteriziran. Ne v Sparu kupiti, ne v Sparu tiste za nič, ker je pasteriziran. Kupite ga tega. Ta je najbolj važen. Zdaj, kaj smo si s to hrano, smo prišli, v bistvu mi smo ugotavljali, kljub temu, da smo imeli domačo proizvodnjo, svojo hrano, svoje fižole, ne vem, pač vse divjo hrano, ni da nismo imeli dovolj dobrih rezultatov glede zdravja. A ne, pač sploh pri težkih bolnikih, zelo težkih pač situacijah zdravstvenih, ni bilo efektov, a ne. In ker zdravstvo pač je te ljudi odpisalo, vključno z mano, smo imeli edino možnost, da se sami obrnemo nase, na svoje izkušnje in pa na to, kako najti v znanstvenih študijah in pa iz starodavnih znanj kombinirati, kaj vse lahko uporabimo, jemo, delamo, razmišljamo, da pridemo do rezultatov. Da pač pridemo do nekih res pravih rezultatov. In hvala bogu jaz sem zdaj tudi začela, dajo se dobiti tudi slovenski proizvajalci kulture, s katerih vi sami lahko delate tempeh, če vam je predrago kupovati že narejeno, lahko sami delate. Sicer je kar nekaj boste na začetku stran vrgli, zato ker se je treba naučiti. Na teh spletnih straneh imate kis in kvas zelo lepo opisano, kako to naredite, kulture kupite, potem
je ena druga spletna stran, več je, no, pač, dobaviteljev. Poglejte, tisti, ki ne jeste živalskih beljakovin, dajte pogledati, da gre za, kulture rastlinskega, veganskega izvora, a ne, se pravi rastlinski izvor, a ne. Zaradi tega, da in potem lahko doma delate jogurt, tempeh in vse kimči, vse tole, kakor je tukaj, in lahko greste tudi na delavnico, ker pač jih, vse to, kar imate, vse te proizvode lahko delate sami. Bom enkrat tudi glede tega kimčija in pa te kisane hrane, ki ni kisana na ta način tradicionalno, ke mi poznamo kislo zelje pa kisla repa, ke to ni v redu, to je alkohol, dejansko alkohol, tole pa ni. To pa ni, to je, kisano na tradicionalen vzhodnjaški način, kjer telo, ne črpa iz te hrane alkohola oziroma pač ne zavre in, ne povzroča ta hrana potem, bolezni ali staranja, a ne. Tako da zdaj zaenkrat mi imamo res neverjetne rezultate, pri koži, se pravi pri za medicino neozdravljivo glede kože, težav s kožo, potem, parodontoza, potem, slabokrvnost in, podobne stvari. Tudi, z rakom smo se srečali, putika, potem, hepatitis in ostale zelo težke bolezni. Sploh tudi, debelost, se pravi prekomerna teža ali pa premalo teže oziroma shiranost. Drugače tudi moram poudariti, no, tudi ljudje, ki so zelo močni, zelo poznam eno gospo, ki ima 120 kilogramov pa več, in ji jaz kar naprej govorim, da je podhranjena, pa se mi smeje. To ni smešno, ne, zaradi tega, ker ta oseba ima samo nefunkcionalna tkiva od hrane, ki ne gre v njene mišice, ki ne gre v celice, ki ne gre v tkiva, ampak se nabira v špeh in celulit, kar je nefunkcionalno tkivo, čisto nefunkcionalno. In, to pomeni, da njeno telo je podhranjeno glede prave prehrane, pravih hranil, in zdaj, če bi njeno telo začelo dobivati ta prava hranila v sebe, v tem primeru bi začelo hujšati, a ne. Začela bi hujšati, ker bi, celice bi se začele, bi se znebile tiste odvečne maščobe. Tudi o hujšanju bomo enkrat, jaz sem imela tudi ogromno kilogramov, zdaj, pa potem sem bila presuha, ker nisem znala dobro uravnotežiti hrane, zdaj pa sem normalna, sem v redu, a ne. Je pa treba imeti dovolj hrane, kakovostne, na žalost je zelo težko zdaj v teh časih, ker je hrana nenormalno draga, ampak je tako. Tako da pač je treba, jesti potem hrano, ki je kakovostna in ki vsebuje pač snovi, ki jih boste vi porabili. Se pravi tisto, kar kupite, da res telo porabi, ne da potem se nabira v kilograme ali pa gre v bolezen. In ste vrgli stran denar pa še zdravje zraven, a ne. Če bi se kdo želel pridružiti, dobrodošli, noben problem, tudi, pomagam vam na teh poteh, marsikomu sem že pomagala, da je šel, s coachingom in pač z usmeritvijo, in ker vsaka oseba mora sama priti do tega, kaj najbolj ustreza. Neko abecedo na začetku, nekaj je treba na začetku ubogati pa pač narediti tako, ko se reče, zato da, se začne, to je tako kot neka abeceda, potem pa človek že sam začne sestavljati, kaj ja, kaj ne, kaj mu ustreza, kaj mu ne ustreza, ker ne ustreza vsem vse, a ne. Tudi v bistvu pri soji smo mi ugotovili, da sojo moramo,
kombinirati z drugo hrano. Zdaj kombiniramo z drugimi fižoli, kot je malo belega fižola, ki vsebuje določene snovi, ki jih drugi stročnice nimajo, oziroma druga hrana, potem malo črnega fižola, včasih damo malo sivčka ali pa malo rjavga, tudi včasih malo rdečega fižola, nekaj, potem to se poje, pa potem kombiniramo zraven kimčijem, tempeh, potem v Lidlu se dobi ena veganska salama, ki je fantastična. Oziroma pač v Ljubljani sem jaz gledala, ne vem, zakaj nimajo, drugje po Lidlih pa imajo to salamo. Sem že spraševala, pa so me grozno nadrle, mislim, zelo neprijazne prodajalke, češ oni pa to imajo, pa takoj prodajo, pa ni res, ke sem prišla minuto čez 8 in ni bilo te salame, ne, ke so rekli: "Ja, ke sem prišla ob 9, je pa zdaj ni." Ne, nimajo, tako da, ampak glejte, če boste tudi vi povprašali, potem zdaj, zakaj jo propagiram? Zaradi tega, ker ima noter ker je to edina veganska salama oziroma rastlinska salama, ki je narejena tako, da ne dviga inzulina. To bomo enkrat bolj natančno vam bom razložila, kaj morate gledati, kako to veste, in pa naše raziskave, a ne. Ne bi rada bila predolga, tako da poskušam biti čim bolj poljudna, ne toliko znanstvena, da bi razumeli, za kaj gre, in da vidite, da se dajo stvari urediti, če imate voljo, za prehrano, če imate voljo za zdravje, za dolgo življenje, srečno življenje, da hočete biti močni, visoki, lepi in privlačni in dišeči, ker človek pol tudi diši, dobesedno zelo lepo, če je zdrav. Potem ste dobrodošli v bistvu, vsi, a ne, pri sodelovanju. Ali želite, da vam coaching, ali pa želite sodelovati kot prostovoljci, oziroma če želite sodelovati, kot donatorji in investitorji v naše projekte, zelo dobrodošli, ker bomo veliko lažje pa hitreje v bistvu pač, to lahko naredili in izvajali naše preizkuse, in bomo pač nekega dne, ko bo to čas dovoljeval, pa finance tudi, bomo izdali tudi knjige na to temo. Zdaj pa na žalost ne gre, ker se res ukvarjamo več ali manj večinoma časa se ukvarjamo z zdravjem, raziskavo hrane, raziskavo literature, in moram reči, da nam je ChatGPT zelo pospešil to raziskovanje, ker veliko hitrejše kot mi sami on najde določene informacije na znanstvenem nivoju in je to super. To je zelo, zelo, zelo super, a ne. Tako da zdaj, jaz sem se ful ukvarjala, kako tole sojo skuhati, če jo boste kuhali, v glavnem, nisem še probala s temi lonci oziroma lonci pod pritiskom, nisem tudi še dobila informacije, jaz mislim, da proizvajalci to kuhajo pod pritiskom, bi znalo biti. Je pa kot fižol, se pa obnese tako, da jo namočiš, namočiti jo je treba vsaj za 24 ur, sprati in potem na bolj rahlem ognju kuhati sojo ene 2, včasih 3 ure, in je kuhana. Ni vedno do mehkega, če je dobro zrnje, kakovostno, sveže, v redu, dobro proizvedeno, potem se normalno skuha, pa če je majhna soja, a ne. Se pravi, če je normalno ekološko pridelana, majhna soja morajo biti majhna zrna, manjša, ko je, boljše je, a ne. Tudi nato se dela kis in kvas, poglejte, iz soje, sojinih zrn, oni imajo sploh posebnega specialnega dobavitelja iz Avstrije, ki ima neverjetno majhna sojina zrna. In odlično je, tako mehko pride in v redu. Če sami ne znate, pa pač pojdite, je cenejše iti kupiti, naročiti pa kupiti to hrano, a ne. Tako da sojo bomo zdaj, se pravi, zdaj delamo s pripravljeno hrano, ki so jo drugi pripravili, delamo preizkuse in počasi, postopoma bomo šli na svoje postopke. Zakaj to naredimo? Vedno to naredimo zaradi tega, ker smo ugotovili, da tudi proizvajalci
po našem mišljenju ne naredijo postopkov pravilno. Oziroma imamo mi svoje ideje, kako bi bilo boljše, ali pa da neko tradicijo izboljšamo, in pri milijon neuspelih preizkusov se potem počasi nam vedno začnejo kazati rezultati po nekaj časa, to je nekaj mesecev do nekaj let. Se začnejo in se ta vzorec ponavlja in potem mi to izboljšujemo, tako da imamo dela še za 200, 300, 500 in več let, sigurno. Upam, da bojo tudi drugi sodelovali, pa mlajši, pa nadaljevali te preizkuse. Ampak mi ne bomo odnehali sploh. Tako da, so res naši rezultati na temelju naših lastnih preizkusov in nič ne pripisujemo, ničesar ne pripisujemo in, ničesar ne dajemo od sebe ven takega, kar bi neki drugi rekli: "To je pa tako, mi pa ponovimo, to pa je tako." Ne, mi vse preizkusimo in to res, res, res veliko. Tako da to je to zaenkrat, soja, tempeh, nato, tofu, te zadeve. In, hvala vsem, ke ste do zdaj sodelovali v bistvu pač v naših preizkusih in nam pomagali, tudi hvala donatorjem, ke ste pomagali, pa v glavnem potrebujemo še, vašo pomoč. Tako da hvala lepa, lep pozdrav, všečkajte, lajkajte, če vam je bilo všeč, sodelujte, če lahko, če želite, zato ker, mi to delamo res ne samo za nas, ampak bomo ta znanja želimo deliti tudi z javnostjo, z ljudmi, ki si tega seveda želijo. Lep pozdrav, pa se, čez čas, ko bo čas, spet slišimo pa vidimo.